Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Univerza v Ljubljani vsako leto ob obletnici rojstva Franceta Prešerna in ob dnevu univerze podeli študentske Prešernove nagrade. Z njimi spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov na univerzi. Vsako leto pa ta univerza podeli največ 12 nagrad najboljšim študentom. S kakšnimi občutki je sprejela to najvišje priznanje univerze, študentsko Prešernovo nagrado, pa sedaj sprašujem Uršo Ferjančič, še prej pa seveda dobrodošli in lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Bila sem ful vesela, ker nisem niti pričakovala na nek način, ko so mi na faksu rekli, da je naloga tako dobra, da se lahko prijavim. Sem rekla, ajde, probamo, ne? In poka pač čistek ne pričakuješ in tu dobiš je pa res fino občutek, sploh polka malo dojameš, kaj se ti je naredil, pa ker sem malo več si prebrala o teh nagradah, v bistvu, da ni tu kar tak. Tako da ja, bila sem zelo vesela, no. Če se vrnemo nekaj let nazaj, osnovno šolo ste obiskovali v Idriji, potem gimnazijo in iz gimnazije ste najprej želeli oditi na, mislim, da psihologijo. Ja. Kako to? Ja, no vem, nekako zmeri me je zanimalo delovanje človeškega telesa, pač psiha in tudi fiziološko, kaj se dogaja, tako da v tistem obdobju bolj psiha, tako da sem si tu želela. Mi je sicer zmanjkalo manj kot pol točke po mojem, v glavnem čisto malo, tako da tisto je bilo kar boleče, ampak ja, druga izbira je bila pol ekonomska. Se mi je zdelo, da tudi tukaj je neki področji, ki me bi zanimali, tako da sem pol rekla, ajde, probamo tu in vidimo, kako se razplete naprej. Ob vseh manj zanimivih predmetih na ekonomski fakulteti, pa je to zanimanje za psihologijo vendar ostalo? Ja, v bistvu začela sem z mednarodno ekonomijo, se pravi tukaj proučujejo oziroma se ukvarja s tem globalnim gospodarstvom. Pač to mi je bilo zanimivo, sem ne zdaj spet toliko ful. Pol na magisteriju sem nadaljevala s financami, bančništvu, zavarovalništvu, se tudi nekako nisem videla v temu. Pol je bilo pa treba spisati magistersko nalogo in pač videla sem, da bo kar nekaj časa, truda šlo v to in sem hotela delati nekaj, kar bi me vsaj približno veselil. Tako da sem pol malo začela raziskovati in sem ugotovila v bistvu, da obstajajo področja, ki združujejo psihologijo, ekonomijo in pol, kar sem jaz našla, v bistvu še ti nevroznanosti, se pravi, to je pa področje nevroekonomije. Tako da sem že iz tega pol naredila magistersko nalogo in zdaj tu nadaljujem na doktoratu. Zakaj pravzaprav gre pri tej panogi? Gre v bistvu za to, da ekonomske vede zraven potehnejo še psihološke modele, teorije za boljše razlaganje pač svojih spoznanj. Pri nevroekonomiji pa sploh tudi še ta nevroznanost, z vidika opreme, pa tudi teorij, ki so v ozadju pol. Point je, da nekako proučujejo, kaj se dogaja v naših možganih, medtem ko sprejemamo ekonomske odločitve, pa ne bo zdaj tu z vidika financ, trženja, marketinga, pač karkoli, no. Tako da tu se mi zdi zelo zanimivo. Ne gre zanemariti tudi vpliva hormonov? Ja, seveda, tudi to je en del. In tu sem pač jaz proučevala v magisterski nalogi, zdaj še malo v ta smer nadaljujem tudi na doktoratu. Smo sicer proučevali samo povezavo, se pravi, če tukaj obstaja nek vpliv, nismo delali tako, da bi lahko rekla, višji testosteron povzroča najbolj tvegano vedenje, na primer. Ampak ja, ugotovili smo, da tisti ljudje, ki imajo višje ravni testosterona in kortizola, so bolj nagnjeni k finančnem tveganju. Tako da to je bila ena taka najbolj pomembna ugotovitev, no. Brez tveganja pa tudi ni nobenih pravzaprav poslovnih odločitev? Ne, pač to je prisotno povsod. V financah je sploh to zelo pomembno, no. Ta odnos med tveganjem pa donosom, tu se zmeraj nekako tehta, ne. Tako da, ja. Kako bi lahko te vaše ugotovitve implementirali v prakso? Pridem uporabili? Zdaj, ti konkretno glede hormonov se mi zdi, da je že zelo pomembno samo to, da se zavedamo tega, pa tudi jaz pri sebi vidim bolj, ko o tem študiram, bolj pač ugotavljam, koliko stvari res vpliva na nas, na naše vedenje, na naše odločanje in mogoče, da si malo bolj pol ozavestiš vse te stvari in ko pač pride do nekih takih odločitev, malo potuhtaš, malo bolj pa mogoče še v tej smer. Zdaj ne konkretno, da si greš mogoče hormone mirta, ne, ampak tukaj so še bolj druge pol, kakšni taki kognitivne pristranskosti, ne, ko možgani zmeraj še ene bližnjice, ne, in včasih ne razmišljaš jih toliko, kot bi mogel, ampak malo na hitro se odločiš, ali pa čustvo, ali pa pohanje enih takih zadev, ki vplivajo na nas.
Sedaj ste zaposleni na fakulteti kot mlada raziskovalka in doktorska študentka. Tam imate tudi mentorja, ne? Ja. Ki se specialno ukvarja prav s to tematiko. Ja, on je v bistvu original iz računovodstva, ampak se je rekel, no, da toliko let je tu študiral in bolje nekako hotovil, da mora biti nekaj več, ne? Ker zakaj so se sploh ti nevroznanosti in psihologija vpletle v ekonomijo? Zaradi tega, ker so bili ti ekonomski modeli od štarta zelo taki rigidni, zelo take zelo, mislim, nerealne predpostavke so imele, ne? Naprimer, da imamo mi vedno na voljo vse možne informacije, da se bomo zmeraj odločili tako, da bomo maksimirali naše zadovoljstvo itd. In tu pač ima, da v praksi ni res. Tako da on je pol rekel, da je tudi to opazil pri svojemu delu, da je tukaj mora biti nekaj več kot samo ti razlaganje našega obnašanja po teh modelih. In je pol začel malo raziskovati in je ugotovil, da obstaja ta nevroekonomija, da pač so ti različni drugi dejavniki še, ki vplivajo na nas. Tako da ja, se je pol začel s tem ukvarjati. Našla sem ga v bistvu po mojem, mislim, da je imel en članek enkrat v Financah, ki je o tem pisal. Tako da sem ga pol kontaktirala, da me to zanima, če bi bil moj mentor. In je pristal, no, pa še zdaj sodelujeva. Že aprila ste predstavili dispozicijo doktorske naloge. Kako napredujete, kdaj bo pod streho? Ja, predstavila sem jo, ampak imam tudi kar zahtevna komisija, tako da so mi dali še nekaj stvari za izboljšati. Tako da še zmeraj se s tem ukvarjam, no, lih danes moram oddati končna verzija, tako da upam, da bo šlo skozi. Drugače pa ja, se pravi, mladi raziskovalci za 4 leta, tako da sem zdaj zaključujem 2. letnik, torej najkasneje v 2 letih bi mogla končati. Upam pa, da že kaj prej. Vsekakor. Poveva še nekaj vaših osebnih podatkov. To, da ste v Idriji hodili v šolo, to sva že ugotovila. Zanimivo pa je, da ste pred 11 leti na svetovnem prvenstvu v Ukrajini dosegli 10. mesto kot članica plesnega kluba. Ja. Zelo zavzeto ste najbrž plesali. Ja, to je bilo eno obdobje, ko sem bila zelo aktivna, no. Tekmovali smo, trenirali, tudi dosegli veliko lepih rezultatov. Bila je zelo fajn izkušnja, no. Šli smo na različna tekmovanja, tudi izven Slovenije, tako da zanimivo obdobje. Se je pa pol to malo končalo, ko sem šla v gimnazijo, ker se mi zdi, da pol sem se bolj usmerila na študij, pa tudi, ker sem v bistvu zaradi psihologije skozi videla, da bom mogla matura dobro pisati in imeti dobre rezultate, če hočem biti sprejeta, tako da je pol ta šport malo odpadel. No, ampak naklonjenost je najbrž ostala. Ja, to pa seveda. Ja, poveva še to, da ste življenjska sopotnica kolesarja Jana Tratnika. Kako doživljate vse te njegove uspehe? Ja, mislim, zelo z veseljem, no, zdaj sem res vesela, da se mu je končno tako odprlo, da se vse poklop, no, se on je zmeraj dober kolesar in isto delal kakor zdaj, ne, oziroma seveda treningi se stopnjujejo, ampak vse. Vesela sem pa, no, da je zdaj prišlo to tako do izraza, da se rezultatsko poklopi in da se to vidi, no. Bronasta medalja v Tokiu je vsaj en delček tudi Janova, ne? Ja, veliko dela je takrat opravil. Tukaj mogoče lahko še rečem to, da pomočniki so v kolesarstvu zelo pomembni, to v bistvu ni individualni šport, ampak ekipni, kar veliko ljudi zmotno misle. Ampak problem je pa v tem, no, da, mislim, problem. Pač nagrado zmeraj pobere tiskaj na stopničkah na koncu in ljudi veliko navijo, koliko ekipnega dela, koliko požrtovalnosti je tukaj v ozadju in da se vsi v bistvu ponovno ekip žrtujejo, zato da je pol en zmaga. Tako da je to en ekipni rezultat in ja, definitivno je nekaj nehovega zraven. Ljudje tudi najbrž malo vedo o tem, koliko je v ozadju nekih naporov, trudov, koliko je padcev, koliko je vseh težav, ki so pač redni spremljevalci tega kolesarstva, ne? Ja, res je. Pač po medijih se vidi tisto, ko si tam podirek nasmejan, ko nekaj narediš. Je po ozadju zihar veliko odrekanja, tudi kakšni slabi dnevi. Pač polno res ogromno enega truda. Kar si pač, če ti, pa moje, če ne živiš z nekom, ki se s tem ukvarja, sploh ne moreš vedeti za vse to, no. Čestitke tudi vam, lahko bi rekli, da so njegovi uspehi malce tudi vaši uspehi. Mogoče, ja. Ja, povejte nam še to, boste nadaljevali z akademsko kariero ali se vidite nekje v gospodarstvu? Kje boste čez 40 let? Dobro vprašanje, ne vem iskreno.
Zdaj zaenkrat tudi nočem preveč razmišljati, ker se zadeve kar hitro spreminjajo, ne tako iz meseca v mesec. Zdaj zaenkrat je cilj, da končam ta doktorat, pol pa vidim, kako bo takrat situacija, pa se odločim, kam bom šla naprej. Vse je še pred vami. Ja, tako. Urša Ferjančič, želim vam še veliko raziskovalnega nemira, brez katerega, kot vemo, tudi ni pravih uspehov na tem področju. Hvala, da ste prišli v naš studio in hvala za ta pogovor. Hvala vam. Vam, cenjene gledalke in spoštovani gledalci, pa še ta nasvet: zgrabite prvo priložnost in bodite zvedavi pri raziskovanju sebe in sveta okoli sebe. Hvala za pozornost in srečno!